Spoštovani predstavniki ministrstev, zavodov in podjetnikov, univerze in vseh pomembnih deležnikov za sodelovanje, cenjene kolegice in kolegi, vodje na šolah. 4 stvari imam namen in željo poudariti ob tem razmisleku, na kakšen način, ker to raziskovalno vprašanje, kako voditi in uvajati spremembe, strniti v nekaj temeljnih poudarkov, sem si zastavila tako: v ospredje postaviti pogum, sodelovanje s tem, da do timskega dela, akcijsko raziskovanje kot nenehni in stalni permanentni način delovanja nas vseh ter zelo močna krepitev socialnega kapitala, ki ga imamo v vseh naših sredinah. Prihajam iz centra, kjer imamo srednjo šolo in gimnazijo, višjo šolo ter medpodjetniški izobraževalni center in smo pod velikim skupnim dežnikom Biotehniški center Naklo, ki združuje možnosti in priložnosti vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja na biotehniki. Dano mi je, da lahko vodim srednjo šolo in dano mi je bilo tudi pred precej leti, da smo na podoben način kot zdaj uvajali. Najprej smo spreminjali programe na biotehniki, takrat se je tudi projekt imenoval Biotehniška področja najbolj učeča se okolja. Po zelo tehtni razpravi nas vodi ravnateljev, ker seveda smo si takrat zadali, da predvsem želimo biti aktualni, želimo biti pogumni, želimo učiti se drug od drugega, pomeni vsi deležniki, in predvsem želimo biti aktivni razvijalci področji, za katere smo odgovorni. Vesela sem in verjamem v to, da smo tukaj tisti, ki si želimo nenehno razvijati poklicno izobraževanje, strokovno izobraževanje, zato da bo Slovenija, da bo gospodarstvo imelo podlago in tudi take odprte glave, ki prihajajo iz naših šol, ki si bodo upali stopiti kdaj tudi izven okvirov. In to si seveda želimo z našim načinom dela. Velika prednost je prav to, da imaš možnost razvijati vse te včasih tudi malo nore ideje skupaj s sodelavci, ki delajo v medpodjetniškem izobraževalnem centru, ker oni seveda profesionalno delajo in gradijo mreže z delodajalci, da se ta širi, predvsem pa to, kar smo si zadali pred dolgimi leti, tudi to mednarodno odprtost, se pravi, da razvijamo področja znotraj Slovenije, vendar da smo močno vpeti v evropski prostor, ker Evropa je naš skupen dom, v katerem seveda delujemo in tudi mladim dajemo kompetence in znanja za to, da bodo uspešni v evropskem prostoru. Od prenavljanja 2 let, kjer smo veliko sodelovali, res veliko sodelovali, veliko skupaj razmišljali, imeli zelo veliko različnih mnenj in se uspeli usklajevati in na koncu seveda je bilo potrebno marsikdaj sprejemati kompromise, zato da smo uspešno šli lahko naprej. In tega procesa, če se ga zdaj tudi nazaj spomnim, je bilo eno izredno bogato obdobje, kjer smo si vzeli čas za razmislek, za razpravo, uporabljali metodo kritičnega prijateljevanja in skupnega dela. To so, bom rekla, vse vrline, tudi načini dela, ki bi si ga zagotovo želeli v tudi šolskem prostoru, v tem naših potem zbornicah še veliko več. Zelo me veseli, kolegica, ko ste predstavila tisto veliko tabelo z listki, točno tako, na ta način se začne. In zelo pomembno je, ko so katalogi pripravljeni, da se pripravi tak skupen premislek in tudi definira poklicne kompetence, ključne kompetence in potem nadaljuje. Samo ta stavek še, zakaj tak uvod na tisto prenovo, ker mi smo jo potem čez noč začeli uvajati. Jaz sem imela to priložnost in možnost, da sem z učiteljskim zborom vodila potem naše skupno delo tako, da smo vsa leta razvijali vsa naša področja. Kmetijstvo,
živilstvo in prehrano, hortikulturo, naravovarstvo, zdaj seveda področje biotehnologije, mikrobiologije in tudi kmetijstvo na splošno izobraževalnem nivoju, kar je izredno pomembno, in ohranjali smo naš način dela in to vam želim samo na kratko predstaviti. In seveda, teoretično in na papirju je lahko veliko. Jaz sem črpala iz našega programskega razvojnega načrta in tudi iz naših letnih delovnih načrtov. Ena stvar, ki je izjemno pomembna, je skupno oblikovanje vizije. Skupno oblikovanje pomeni, da jo resnično greš črpati iz vrednot. Na začetku smo imeli napisano vizijo želimo, da postanemo. No. Potem, ko smo po enem obdobju, pa seveda nadaljevanje vizije, vendar potem smo jo dali v prafaktorje in se povprašali o naših vrednotah in seveda definirali vrednote. Vrednote, katerim želimo slediti ne samo to šolsko leto, pa v torek 2. uro, pa ob koncu šolskega leta, vendar, ampak tiste vrednote, ki jih želimo z našim delom, z našim funkcioniranjem posredovati vsem našim deležnikom. Nam samim, v zbornici, med kolegi, seveda našim dijakom, študentom, vsem izobraževalcem odraslih in tistim, ki pridejo tudi na kakšno krajše izobraževanje. Mogoče samo slikica tega, da je seveda napor ob načrtovanju je potrebno si jo vzeti. Imamo 16 različnih programov, trenutno 42 razredov, 56 skupin za različne načine praktičnega in tudi drugačnega usposabljanja študentov, okrog 200 tečajnikov od 3 do 5 tisoč, odvisno, če pride vmes korona ali pa če jo ni. Tako da je šolski center poln do zvečer do 10. In je to prostor, kjer se učimo skupaj. In tudi na prvo mesto je pri nas v srednji šoli postavljeno spoštovanje. Je človek, o tem smo ogromno razpravljali in vsaka beseda, ki je potem v viziji zapisana, je skupaj oblikovana in za to vizijo učiteljski zbor dela, razvija in se trudi. Tako da je pri postavljanju vizije res izjemno pomembno, da so vključeni vsi deležniki in da si ta čas in napor vzamete nekje na vsake 5 let. Potem seveda imamo zasnovano krepitev timskega dela, kar je nadgradnja sodelovalnih skupin, zelo jasna komunikacija, še posebej takrat, ko niso vse stvari enostavne, tudi pričakovanja, ki jih je potrebno doreči. In naj mogoče ob tem povem, v vseh teh letih mi je ena stvar res zelo pomagala, je ta, da to letno načrtovanje. Tudi načrt pedagoških konferenc, tudi sestanek programskih učiteljskih zborov, da se za to rezervira čas in umesti v urnik. Saj urnike znamo za mladino pripravljati, tudi za nas si moramo vzeti čas in ta urnik postaviti. In ta urnik potem, ko je postavljen, potem ni dileme, ali lahko ali ne, ampak seveda takrat imamo mi ob ponedeljkih od 11 do 12 ali od 12 do 2, odvisno kakšna je vsebina, zelo jasno sestanek, na katerem imamo že vnaprej pripravljena gradiva, po katerih gremo, in ti sestanki so zelo operativni. Ne, da bomo najprej ugotavljali, ali imamo zdaj dnevni red ali kako, ampak je celoletno delo, ki je že po fazah jasno, kaj v katerem obdobju pripravljamo, in potem so posamezne vodje programskih učiteljskih zborov ali tudi vodje gimnazije tiste, ki pripravljajo te vsebine. In še bolj pomembne tiste, ki so neposredno ves čas v stiku z učitelji, ker to nalogo prevzemati nase ali da je to možno izpeljati, vam povem, da ni, da lahko en ravnatelj, en direktor izpelje vse te stvari potem v praksi, je nemogoče. Potem je pomembno imeti eno usmeritev, izpeljati program, pokazati, 100% realizacijo, imeti tak in tak rezultat, ali imeti tudi odprtost za to, da si pripravljen za projektno delo, za to, da se za projekte, ki so malo drugače prijavljaš,
da imaš za to ekipo in da jih povabiš k sodelovanju. Vedno je tudi pomembno povabilo k sodelovanju, delegiranje pod obvezo se včasih tudi ne izkaže pod najbolj učinkovito. Seveda je pa pomembno, da vodstvo, da podpiramo pri tem, predvsem, da znamo takrat pristopiti, ko se kdaj zatakne in da takrat tudi mediiramo in pomagamo. Akcijsko raziskovanje. Prej smo slišali akcijski načrt, to je enoletni načrt, ki ga pri nas tudi pripravljamo. Vendar akcijsko raziskovanje je pa metoda, način dela in včasih je bil vedno narisan v krogu. Ampak ne gre za krog, ker potem bi se vrteli ves čas v istem krogu. Ampak gre za redosled aktivnosti, ki je potrebno z akcijskim raziskovanjem pripraviti, če želiš pripravljati spremembe in ko prideš po tem celem krogu, seveda na koncu ugotoviš, da greš lahko novo elipso, ne smeš in ne moreš iti pa več po enakem krogu, tako da je ob vsem, kar sem tudi v šoli nekako zelo pogosto se s tem srečaš, da te prve faze tudi, bom rekla, še kar zelo uspešno naredimo, in tudi z vprašanjem, kako smo ob tem, če smo odprti za nove metode, tudi odprti. Pa izvajamo, če je pripravljen fleksibilni urnik, tako da imaš temeljni urnik 1, 2, potem modularno izvajanje. Pri nas je narava dela taka, ki nam pri tem pomaga, tako da po zimi ne raste veliko, tako da imamo rastno obdobje in takrat potem delamo podlage tudi za projektne naloge, ki so na maturi, pa so tudi malo izven okvirov, ker drugače seveda od oktobra pa do marca, kjer je po enem pripravljenem predlogu, je to nemogoče izpeljati. Pa naredimo tudi, predstavimo, ampak zelo pomembno ob koncu je analiza in spremljava. Res je pomembna analiza in spremljava, kako nam je proces tekel in večkrat, ko to v praksi naredite za manjše skupne aktivnosti, da se pogleda, kako nam je šlo, je vsak vse stvari izpeljal, kje se nam je zataknilo, kaj so nam povedali, na kakšen način lahko spremenimo, kako bomo prihodnje leto. To so ena taka refleksija, ki pa res dela čudeže za naprej. Še posebej zato, ker potem opaziš, lahko, če dobro poslušaš, kdo je še kakšno stvar opravil, razmišljal, dodal, kar prej v načrtu ni bilo. In to je za izvedbo ključnega pomena, da ne čakajo vsi pri kraj, ja, to pa noben ni rekel, kako ne, ne vem, bomo videli, kdo bo. Ali pa je naravnanost taka, da se podpiramo, jaz tudi vedno napišem, ko so ti večji dogodki, če sem kakšno stvar zgrešila, pustila, lepo prosim, dajmo si, in res je ta kultura, da si potem povemo in se podpremo. Tako da je tako raziskovanje, vsaka aktivnost, ki je lahko že iz leta v leto skoraj enaka, vendar, če jo gradiš z akcijskim raziskovanjem, je vedno podrugačena, posodobljena in smo odprti tudi za nove načine dela. Kaj je tisto, kar imamo tudi v dokumentih izpostavljeno? To, kar tudi v teoriji beremo in zelo pomembno je v tem času priprave, ko sodelujete pri pripravi poklicnih standardov, pa potem pri pripravi katalogov, ko sodelujete v razvojnem timu, takrat je res čas, da se lotite tudi študija. Resnično je pomembno naštudirati zakonodajo, navodila, ki so predlagana in ob tem ves čas kritično razmišljati, kako bo pa to pri nas v praksi šlo. Ta študij in tudi ta študij mogoče skupen kdaj ni napak. Zelo pomembno pri nas je seveda naš način delovanja, da je vsak dijak pomemben in v tem času, ko je pri nas 2, 3, 4, 5, 6, 7 let. Želimo, da v tem času mladostnik zna odgovoriti na temeljna vprašanja življenja. Kdo sem, kaj bi rad počel, kako bom to delal, zakaj bom te stvari delal, predvsem pa, kaj če ne bo šlo vse točno po najhitrejši avtocesti, ampak bodo ovinki. Zato, da bodo odporni tudi na spremembe in tudi na to, kar se lahko na poti zgodi. In osredotočenost na dijaka je ena od prednosti, ki jo imamo, ker menim, da je zelo pomembno za učitelja,
da ve, koga ima v razredu. Da je Jaka, ki je s kmetije, imajo moderno, opremljeno z robotom, da narečemo, a ne, celotno zadevo, seveda računalniško podprto z vso digitalizacijo, pa je Metka, kjer pa seveda o taki tehnologiji še sanja, ampak ravno tako obdelujejo, ne, 30 hektarov, pa imajo 20 glav živine. A veste, tukaj je velika razlika, pa tudi tistih, ki seveda, ja ne vem, všeč mi je bilo, pa sem se vpisal, ampak ne vem, če mi je ta poklic všeč, a ne. Tudi to je prav, da učitelj ve, da na začetku ima pred sabo 15-letnika, kjer so mogoče starši namesto njega razmišljali, čeprav si to ne želimo, želimo si, da se sami odločajo, ampak to imamo v razredih in zagotovo je pomembno, da se učitelj zanima, koga ima pred sabo. Seveda pa zato potrebuje nekaj časa, zato mora načrtovati take oblike dela, da jih bo lahko spoznal. Z enim vprašalnikom, a veste, prvo uro, to ne gre. Tako da to je proces in način dela, ki ga imaš z mladino, ko delaš projektno, ko greš ven. Imamo tudi prednost, ker smo precej v naravi, tako da šola je na 4 hektarjih zelenih površin, tudi okolje nam je naklonjeno z tega naslova, tako da imamo veliko učnih poligonov izven klasične učilnice. Zelo pomembno je ta sodelovalna kultura, ki jo imamo znotraj, krepimo dijaško skupnost, ki ima kar neke besede pri nas, kar je pomembno in prav, da so ustvarjajo prostor. Za nenehni strokovni razvoj smo seveda kot vodje odgovorni v toliko, da spodbujamo naše kolege, da jim tudi pripravljamo v okviru velike Erasmus listine tudi strukturirana izobraževanja, kjer gredo lahko na usposabljanja, kjer se učijo in razmišljajo o mehkih veščinah, o tem, kako je pa potrebno pridobiti veščine za to, da boš lahko uravnaval svoj in pa poklicni čas. In a veste, kje se velikokrat tam ujamemo, ker včasih jaz sem za časa študenta bila na eni praksi v Iskri, v Škofji Loki v 6 do 2, v 5 je zvonila ura z glasbo Jurija mi daj, Jurija mi daj. Ta je bila zjutraj, točno avtobus, ob 6 je seveda ura zapela, vmes je bilo 5 minut za WC, pa 15 je bilo za malico, pa še enkrat 5 minut za WC. Ob 2 je bilo seveda tega konec. Takrat tudi ni bilo mobitelov, mislim, da še teh stacionarnih telefonov ni bilo. Hočem povedati, ločitev, ta sprememba, ločitev delovnega in prostega časa bo res velik izziv, ker biti 24/7 dosegljiv, kar smo na vseh napravah, bo eden od velikih veščin, ki jih bo potrebno znati obvladovati, zato da boš energije poln za posel, ki ga delaš. In da seveda boš popazil na svojo energijo, ki jo seveda potrebuješ. Tako da je ta strokovni razvoj, tudi se spomnim nekaj let nazaj, ko je bil sodelavec kolega že dalj časa, pa je razmišljal, da enostavno nič, to sem je že vse, pa te didaktične, ne bom kamor šel, ker seveda imaš tudi kolege, sodelavce, ki jih je treba motivirati, pa spodbujati. Če ženo, pa sem pa mislil, da bi šel tečaj plezanja. Sam to pa itak ne moram reči, kako bom del v šoli in da mi boste financirali tečaj plezanja. Ja, a veste, da smo mu plačali tečaj plezanja? A veste, s kakšno energijo je prišel nazaj? To ne moreš meriti, res se to ne da meriti. Tako da ta odprtost za ta strokovni razvoj je treba tudi imeti. In seveda se tudi prilagajati, vrednote sem že jim omenila, trajnostno in trajnostno delovanje, pa predvsem v smislu opaziti in videti človeka, dijaka. In zato jaz osebno sem prepričana v svoj najboljši kolektiv in tudi v kompetence, ki jih imajo, in da je moja naloga tudi to, da jih opazim in krepim v tistem delu, kjer so najboljši. In jim tudi dajem
te priložnosti, da se lahko pokažejo. Tako da je tudi učitelj, razrednik je vodja razreda. To ni samo razrednik, ki upravlja neke administrativne naloge, ampak je vodja razreda, ker vodi skupino. In seveda od učiteljev in organizatorjev naprej, ter posebna skrb seveda pa krepitev tistih sodelavcev, ki prevzemajo vloge vodij ali koordinatorjev znotraj posameznih nalog. Tako da zakonski okvir z novimi izhodišči, s predlogi, ki so potrebni, študij zagotovo pomemben, strokovne podlage, tukaj sem je že zastarela, a ne, zdaj so že novi, tako da se novih dajte poslužvati. Drugače pa vsekakor, a ne, pomembno, ves čas rdeča nit, kaj je poklicni standard za program, za katerega izobražujem. To morajo poznati tudi splošno izobraževalni učitelji, ne le učitelji stroke. In izvedben predmetnik, ki potem iz tega sledi, je seveda vezan na to, da upošteva standard. Katalogi znanja nam dajo lahko usmeritev, ko so napisani, so že zastareli, tukaj se popolnoma strinjam s kolegico in je potrebno imeti tudi pogum in 20% programa, upam, da ne bo preveč manjši, a ne, čeprav žal, ja, vem, a ne, ta del smo ga žal premalo izkoristili. Mogoče ta moj komentar, a ne, ker odprti del kurikula je res, a ne, prostor, ki je omogočal vse te inovacije, tudi drugačen način dela v odprtem delu in ključne kompetence in vsem tem resnično ne pozabljati. Kako jih pa dosegati? Mi imamo nekaj načinov, kako krepiti ključne kompetence pri učiteljih in jih tudi ozavestiti. Eno je, da imamo letno skupno načrtovanje, rdeče skupne niti, ene dogovorjene ključne kompetence in eno iz področja učenja. In to je potem pri nas rdeča nit celega leta. V času korone smo se precej na telesno, duševno zdravje in tako, zdaj smo pri bralni pismenosti, a ne, ker to, kar so rezultati PISA, nas mora res skrbeti in skrbeti nas mora tudi to, da naši otroci se ne želijo učiti. Tako da je branje za naše sanje, naša rdeča nit letošnjega leta. Več gibanja za več, 3 pikice, imamo 4 fit učilnice z stoječimi mizami, kjer želimo spodbujati, sporočati mladini tudi to, da je potrebno več se giba, tudi danes preveč sedimo. Ampak je to res pomembno zato, da smo lahko uspešni, tudi ko iščemo nove ideje. Učenje pa je ena od veščin, ki jo resnično moramo krepiti ves čas. Tako da skupne 3 temelje na šolski ravni. Potem imamo za skupno dobro aktivnost, ki jo izpeljajo na razredni skupnosti in tudi tam ozaveščamo ključne kompetence, ki jih mladina razvija. Tako da je, bom rekla, v načrtovanju možno izpeljati kar nekaj teh zanimivih učnih okolij, ki jih ima mladina rada in hkrati ob poklicu ozaveščamo tudi učitelje, kaj so potem lahko v življenju, na kakšen način jih dosegati. Ob zaključku bom pa še ta tretjo povedala. Tako da v izvedbenem kurikulu vse to znamo in znate pripraviti. In vam res zdaj, ko imate čas, eno leto, je to res fantastično, da imate ta čas, da si lahko vzamete, rezervirate, načrtujete prostor, staknete glave. Kaj bo naš pek ob koncu v prvem letniku res znal, na eni strani vedel, potem da imel veščino, pa še odnos bo gradil. Kako bomo merili, da bo gradil odnos do kruha? Te stvari je prav, da se pogovarja seveda programski učiteljski zbor, ki je neobhodno nujen prostor za to, da se te stvari zgodijo in tudi to, da bi razvili in da bi bil odgovor na to, da so vodje programskih učiteljskih zborov nujno sistemsko vnešeni v sistem, tudi vrednoteni, ker delajo razvoj poklica, razvoj stroke. Mi imamo zdaj, bom rekla, zagnane entuziaste, ki seveda verjamejo v stroko in so stroki zavezani. Tako da je pa pomembno, ker oni so potem povezovalci
do vsakega učitelja, do delodajalca, do dijakov, v bistvu vmes oni vodijo posamezno področje. Dijaki zagotovo vsako leto pri nas jih vprašamo, anketiramo, ta soudeležba dijakov, vam povem, je fantastična. V prvem letniku, ko jih marca začnemo z anketiranjem, a mi zdaj lahko damo oceno. Kako? A kar oceno damo? Kaj pa če damo 1? Ja, a je bilo res za 1? Je bilo za negativno? Ja ne, samo tako, a ne? Če damo 1, kaj to pomeni? Seveda to pomeni. In ocenjujejo vse dele odprtega kurikula, vedno, in to nam je osnova za načrtovanje. Seveda so pa strateške razvojne usmeritve, katere je pa potrebno, da šolski menedžment s svojim delovanjem tudi dela. Tako da izvedbeni kurikul vse to vključuje, z delodajalci, zdaj smo nekako tam na njih 400 pogodb, morate se pa zagotovo vprašati, kako pripraviti izvedbeni predmetnik, splošne predmete, ali res vsako leto, zakaj, kaj krepiti v zaključnih letnikih, kako je z umestitvijo obveznih strokovnih modulov. Mi smo ohranili modularno izvajanje. Modularno izvajanje v celoti. Pri nas imamo vedno zaključen modul v enem letniku. Ja, to pomeni, da v prvem, drugem in tretjem letniku ima temeljne strokovne module za maturo, v četrtem pa nobenega. Razen trajnostni razvoj, recimo. Ja. In je potem, a veste, ta navezava tega, da spremljamo, da tudi dijak spremlja, da je to odgovornost, ker on bo ta modul zaključil, da je to maturitetni modul. Seveda organiziramo potem okolja, ko se to ponovi, vendar je potrebno to poudariti, da smo ta strokovni del zasledovali vsa leta in tudi ohranili, kjer izvajamo teorijo, vaje, prakso in spodbujamo s tem veščino naenkrat skupaj in tako združujemo tudi to, da tehnikom damo cel dan prakse. 4 ure plus laboratorijske vaje, ki so predvidene znotraj stroke. Ker to jim je največja dodana vrednost. Tisti dan, ko je cel dan projektno delo, a veste, in to vsak teden, vsak program. In se vedno vprašati, zakaj in kako. Tukaj je mogoče samo na hitro predstavljeno, koliko je posameznih vodij, ki pri nas pomagajo in pa organizirajo izvedbo šole. Izvedbeni predmetnik 80-20, še po zdaj veljavnem, 20% odprtega dela kurikula, ki je v strukturi postavljen tako z modro so temeljni splošni predmeti, potem pa skupni biotehniški in temeljni za stroko, potem obvezni strokovni moduli in kasneje je vse več izbire. Na ta način so postavljeni vsi programi na biotehniškem področju, s tem, da imamo temeljne biotehniške poenotene tudi v vseh naših programih, kar izvedbeno pomeni, da lahko izvajamo precej programov skupaj. Zato od 42 razredov slovenščina in tudi podjetništvo so skupaj, medtem ko potem se delijo pa v 56 skupin, kjer je pa vezano na stroko. Primer odprtega kurikula, tukaj še z lepimi 584 urami, tukaj bo velik izziv, res bo, tako da so pa seveda to vsebine, ki jih potrebujejo ali za dopolnilno dejavnost ali pa tudi za zaposlitev, kot opažate lahko komunikacijo tudi v prodaji. Vsako leto mladino vključevati se mi zdi res vključno, pa deležniki, da oni tudi ocenjujejo, pri nas organizatorka prakse tudi vedno mentorje na deloviščih, pa to izobraževanje za mentorstvo tudi izredno obiskano in tudi zelo pozitiven feedback. V odprtem delu kurikula si pa želimo, da imamo možnost razvijati projektne ideje. Učitelje spodbujam k medpredmetnemu povezovanju v projektnem delu vsekakor, predvsem pa iz osnove, to sem pa skoraj pozabila, veste kje, ko pripravljamo izvedbeni kurikul, je učna situacija temeljna in pri nas so letne učne priprave učitelja obrnjene in je na prvem mestu učna situacija, iz tega vežemo potem ključno in pa poklicno kompetenco ter informativna znanja. Projektni teden so tisti. Spodbujamo karierno rast, pri mladih je to orodje karierna mapa, ki
ki smo jo tudi iz tistega časa mi samo še nadgradili in razvijali, tako da so jo zdaj po tolikih letih vzeli tudi za svojo. In seveda učitelje je treba ves čas spodbujati tudi s tem, kot delegirano vodimo in jim zaupamo. Ja, tako zvoni ta lep zvonec, ki nakazuje, da bo razprava lahko širša. Jaz sem se tega dotaknila, kaj so plusi in kaj je tisto, kar resnično sistem nam včasih vzame. Ampak treba je pa vedeti, da jutri gre v razred učitelj. In resnično to, kar kar ste direktor omenil danes, mi bomo veliko imeli lahko napisanega, ampak res učitelj je temelj prenove in on bo stvar peljal skupaj. Jaz bom rekla 2-3 učitelji. Pri nas stroko izobražujeta 2 učitelja, imamo strokovni predmet na kmetijstvu, ki jih je 5. Tako da jih se naučimo seveda to. In pogumno, ker brez tega, tako da ne čakati vedno na to, kaj bo napisano. 20% je tistega, ki ga oblikujemo sami, pa viri in literaturo. Hvala lepa za pozornost.